Pozdravljeni! V današnjem času lahko slišimo ogromno kritik okrog tega, kako veliki so postali bolidi Formule 1 in kako je narasla njihova masa. A danes si bomo pravzaprav pogledali vzroke, zakaj je tako. Prepogostokrat se zgodi, da nam, navdušencem, taki in drugačni avtorji pripovedujejo zgodbe o tem, kako je v zadnjih sezonah narasla masa bolidov in seveda, kako so le-ti zmeraj širši, daljši in za nekatere proge, kot je Monako, po njihovem mnenju, pravzaprav neprimerni. A treba je razumeti, zakaj do takih sprememb pride. In danes bom skušal to razložiti na hiter in enostaven način, seveda brez uporabe preveč številk, ampak z uporabo maket, kjer bomo videli pravzaprav določene razlike. Najprej moramo razumeti tisto začetno štartno točko in brez skrbi. Ne bomo šli v 50-ta, ampak v 60-ta leta, kjer bomo videli na primeru Lotusa 25, kako so izgledali bolidi pred revolucionarnim vstopom ogljikovih vlaken. Sem vzel znano maketo, kateri sem odstranil pokrove. Seveda, govorimo o šasiji, ki je skupaj z motorjem, ki je bil takrat 1500 kubični atmosferski, tehtala 450 kg. A takoj bomo lahko razumeli, zakaj. Namreč voznik je ležal v tako imenovani kadi, ker so bile njegove noge tik za sprednjim hladilnikom in v bistvu levo in desno od njega rezervoarji za gorivo. Takoj za njim seveda motor in nato zadaj menjalnik. Tisto, kar vidimo na raznih posnetkih, tisti pokrov, ni nudil nobene nosilnosti in še manj zaščite. Kolikor je prišlo do kakega čelnega trka, so bila stopala voznika del tiste strukture, ki se je deformirala. In verjetno sedaj je marsikomu izmed vas jasno, zakaj v tistih letih je bilo toliko smrtnih žrtev. Kot sem povedal, masa 450 kg je tudi razumljiva s količino materiala, ki so ga uporabili. Marsikdaj ste lahko brali, da v sezoni 2022 smo videli enega izmed največjih skokov navzgor, kar se tiče mase. Rad bi vam povedal, da med letom 1965 in 1966 se je ta dvignila za 50 kg, ker se je podvojila tudi kubatura motorjev z notranjim izgorevanjem. A to je tista osnovna oblika bolidov iz 60-ih let. Nam je bližje tista, ki se je nekako uveljavila v 70-ih. In neke prvine so seveda ostale prav do današnjega dne. Vstop vidimo z modelom Lotusa 72, a danes bomo uporabljali McLaren M23. In najprej v tisti speljanki, ki jo je uporabljal pri osvojitvi drugega naslova svetovnega prvaka Emerson Fittipaldi. Vidimo lahko, da hladilniki so se umaknili v bočno pozicijo, takoj za motor, rezervoarji so še zmeraj ob boku in vidimo seveda pojav aerodinamičnih profilov. In seveda oblika, ki je nam znana in marsikdo se bo sedaj vprašal, kolikšna je bila masa pa tedaj bolida Formula 1. Za McLaren M23 575 kg, približno. A to ni tako
tako bistveno. Rad bi vam pokazal nekaj drugega. Namreč imam maketo tudi drugega McLarena M23. Tistega, ki ga je uporabljal James Hunt pri osvojitvi svojega naslova svetovnega prvaka. In na prvi pogled izjemno podobna zadeva. A seveda, kot ponavadi, treba je biti natančen. Namreč, če jo primerjamo, bomo videli, da tisti McLaren od Fittipaldija je malce daljši. Posebej petje zadnjega stabilizatorja nekako sega bistveno bolj zadaj, če poravnamo zadnjo pogonsko os. Ampak, če primerjamo spredaj, bomo videli, da McLaren Jamesa Hunta ima daljšo medosno razdaljo. Pri istem bolidu, praktično dveh različnih izpeljankah, narazen le 2 sezoni. Torej, moramo paziti, na kaj gledamo, na skupno dolžino ali medosno razdaljo. In to je ena izmed tistih pomembnih zadev, na katero moramo biti seveda pozorni. In sedaj ste razumeli, da ukolikor hočemo primerjati sodobne bolide Formule 1 z onimi iz preteklosti, moramo biti pozorni tudi na neko zadevo. Namreč prostornina motorja z notranjim izgorevanjem v današnji dobi je približno polovica tiste, ki smo jo videli pri prej omenjenih McLarenih. Torej, že dolžina medosne razdalje tu ni primerljiva. Zato je najbolje, da si za štartno točko vzamemo nekaj, kar bi primerljivo bilo. Leta 1977 so pri Renaultu predstavili RS01. Prvi bolid Formule 1, ki je imel turbokompresor. In ta tako imenovani rumeni čajnik ima nekaj zanimivosti. Zopet rezervoar levo in desno, hladilniki niso postavljeni tako v smeri zračnega toka, ampak so ploščati ob motorju in kažejo nam tudi na nekaj, kar je bistveno pri razumevanju nadaljnjega poteka. Namreč ni važno samo kako dolg je bolid, važna je tudi njegova čelna površina. Namreč manjša kot je ta, manjši je zračni upor in posledično hitrejši bolid. In sedaj se lahko sprašujemo, če primerjamo ta Renault RS01 z McLarenom, ki je zmagal svetovno prvenstvo Formule 1 med vozniki leto poprej, kdo bo daljši? Ni potrebno dosti, da ugotovimo, da je Renault bistveno krajši, približno za polovico kolesa. Zakaj? Ker je njegov blok motorja z notranjim izgorevanjem v bistvu krajši. Namreč primerjati 3000 in 1500 kubične motorje z notranjim izgorevanjem je bistveno enostavno. V6500 kubičen ne bo nikoli tako dolg kot 1000 V8. In to je vsakomur izmed nas jasno. Torej, vidimo lahko, da izhodiščna točka za našo primerjavo je ta. A bolid, ki po svoje ni bil tako uspešen med sezonami, nam bo le neka oporna točka. Namreč razvoj bolidov Formule 1 je šel naprej in kot vidite tu že prej omenjena čelna površina je prišla do izraza, kajti vse je nekam pomaknjeno proti sredini in seveda proti zadku. V Formuli 1 so se začele bistvene spremembe kazati tam v sezoni 78 in tu imamo Lotus 79, prvi pravi učinkoviti bolid s stalnim efektom, seveda zaradi Venturjevih kanalov na dnu, kjer pa lahko vidimo, ko se je ta razpotegnil v širino. Rabil je dno, da nam bo najjasno, ampak zopet 1000 kubični motor z notranjim izgorevanjem in ne pride nekako v našo primerjavo. V 80-ih smo imeli lepo obdobje, ker so prevladovali turbomotorji s kubaturo 1500 kubičnih centimetrov in še več.
Zgodila se je ena izmed najbolj pomembnih revolucij v Formuli 1. Začetek uporabe ogljikovih vlaken za samo šasijo. In to so naredili zopet pri McLarenu z MP4/1 in predvsem MP4/2. Tu je McLaren MP4/2B ali ena prosta sezona 85. Motor turbokompresorski TAG, kot piše seveda pravilno na pokrovu seveda zadka bolida, ki ga je, kot dobro vemo, sestavil Porsche. A zanimivo je, da uporaba ogljikovih vlaken je skupno maso tega bolida bistveno znižala. Če smo pri modelu M23 govorili o 575 kg, vidimo skoraj da desetletje kasneje 540 kg. In seveda to imejmo malce v spominu, kajti od te točke naprej bomo videli, kako zadeve postajajo zanimive. Namreč tisto, kar smo videli za trenutek pri Lotusu, se pojavlja tudi tukaj. Čeprav so odpravili Venturijeve kanale, ne vidimo, da bi pri samih bočnih strukturah kaj varčevali, v bistvu so hoteli zasesti vse tisto, kar jim je dovoljeval pravilnik. In če ga pogledamo iz prednje strani, vidimo, da je izjemno čokat, a bistveno večji od že prej omenjenega Renaulta, skoraj da za prednje kolo. In to je tudi seveda razumljivo, kajti vgrajenega ima tudi bistveno več materijala. A v 80-ih so pri McLarenu naredili revolucijo, imenovano MP4/4. Letnik 1988, zadnja sezona, ko smo videli takrat turbomotorja. Če primerjamo samo medosno razdaljo, bomo videli, da je ta malce višja pri MP4/4. To se da razložiti, namreč po izjemno hudi nesreči Jacquesa Laffita so v Formuli 1 vpeljali pravilo, kjer noge voznika morajo biti za prednjo osjo. Predtem, kot ste videli že na primeru Lotusa 25, je bila zadeva že v konceptu izjemno nevarna. A vkolikor pogledamo sedaj prednji pogled tega McLarena, bomo takoj ugotovili, da se je volumen zmanjšal, da so vse znižali, da so razporedili težo na levo in desno. Seveda v tistem obdobju dve turbini, dva kompresorja za levi in desni del bloka, kar vidimo po dveh periskopih tukaj, za razliko od tistega enega, ki ga gledamo danes. In še ena velika razlika. Šasija je segala do tu. Namreč ni tako kot v današnjih bolidih Formule 1, ko imamo nosni konus, ki se je lepo snel in zamenjal po potrebi. Tu je šasija z ogljikovih vlaken praktično segala do konice, kot vidimo na tej fotografiji. A seveda, po sezoni 1988 so v Formulo 1 vpeljali zopet atmosferske motorje in zopet bi imeli velike težave za primerjavo, kajti Ferrarijev V12 bi bil v vsakem primeru daljši od tistega, kar smo videli pri, na primer, Hondi V6. Zato bi tu rad preskočil nekaj desetletij in prišel na sezono 2016, kjer imamo Red Bull RB12. Sedaj na prvi pogled Red Bull RB12 bo marsikdo rekel bistveno višji, bistveno daljši od tistega, kar smo videli pri prej citiranem McLarenu MP4/4. A vkolikor primerjamo medosno razdaljo, bo ta pokazala, da Red Bull je res daljši za približno celotno prednje kolo. Po drugi strani točno vemo, da šasija se je nekako končala tu na prednji osi, da celoten prednji del bolida služi tudi v primeru trka kot
varnostna struktura, se je dvignila masa iz tistih 540 kg leta 1988 na 740 kg z voznikom leta 2016. In seveda marsikdo bo rekel, da Red Bull kot tak je tudi širši. Ampak kolikor naredimo ta izjemno enostaven poizkus, bomo videli, da kar se tiče dna samega, sta oba več, manj poravnana. Ampak zanimivo je videti, koliko daljši je prednji aerodinamični stabilizator pri Red Bullu. In zaradi varnostnih elementov, da ne bo seveda kakšnih dvomov. Namreč tu bi rad izkoristil priložnost in vam povedal zanimiv podatek, da pa marsikdo zamuči. V 90-ih letih so bolidi imeli maso okrog 515 kg. In to naprimer v sezoni 1993, 505, 1994, 515. V sezoni 1994 se ni zgodila samo tragična nesreča Ayrtona Senne in seveda ona povezana z Ronaldom Ratzenbergerjem. Imeli smo tudi naprimer nesrečo, ki je stala kariere Karla Weldingerja na veliki nagradi Monaka. In v isti sezoni je seveda poškodbo vrtu staknil tudi J.J. Leto. Tako smo lahko videli, da so pri Formuli 1 naprimer zvišali rob same kabine, kar se tiče šasije. Začeli smo videti te penaste obloge okrog čelade in seveda zaostrili so se crash testi. A to je hočeš nočeš pripomoglo k dvigu same mase. In tudi to moramo imeti v mislih. Tisti Lotus iz začetka naše zgodbe je res tehtal 450 kg, ampak bil izjemno nevaren. Seveda, v prehodu med 70 in 80 leti se je spremenil tudi položaj samega rezervoarja za gorivo. Nič več na bokih, tik ob vozniku, ampak za njim. Še posebej v sovpregi z šasijo iz ogljikovih vlaken, izjemno varna rešitev. Tu bi rad vašo pozornost usmeril na naslednjo tabelo. V njej vidite primerjavo, ki ste jo mogoče zasledili na svetovnem spletu. Govori seveda o dvigu mase na posameznih delih, ampak na koncu v zadnji rubriki tudi o medosni razdalji. In 60 cm med sezono 2022 in tistim, kar smo videli na začetku tisočletja, je ogromno. Poznati moramo okoliščine. Namreč v sezoni 2000 se je dolivalo gorivo in rezervoarji so bili zaradi tega manjši in seveda kompleten bolid krajši. Tega marsikdaj ne slišimo v raznih kritikah, kako so postali v sodobni Formuli 1 bolidi seveda predolgi in s previsoko maso. Tudi mi, navdušenci, smo malce krivi za to. Govorili smo seveda o Red Bullu RB12. Tista generacija bolidov je bila med mnogimi navdušenci nepriljubljena, kajti pneumatike, posebej zadnje, so bile ozke in pravi bolid Formule 1 mora imeti široke pneumatike, posebej zadaj. V naslednji sezoni 2017, tu je Ferrari SF70H, vidimo to razliko. Namreč bolidi so se razširili kar precej. In čeprav medosna razdalja med enim in drugim ni bistveno različna, lahko vidimo, da je Ferrari v bistvu širši.
širše je dno, in ker je širše dno, pomeni več materijala in seveda višjo maso. A problem je seveda v tisti čelni površini. Spomnite na začetku zgodbe Renaulta RS01. Njegovi hladilniki so bili nekako spravljeni bočno, tako da niso ustvarili velikega zračnega upora. Podobno filozofijo so na primer zmeraj uporabljali pri tovarniški ekipi Mercedes. Zopet znani in dostikrat videni dvojni V10. Njegova medosna razdalja je v bistvu daljša od tiste, ki jo vidimo pri Ferrariju za polovico kolesa. Če pogledamo samo zadek enega in drugega, bomo videli, da je oni Mercedesov v bistvu ožji. Namesto v višino in širino so elemente spravili v dolžino, tako dosegli daljše dno, daljšo medosno razdaljo in seveda to je tudi pripomoglo z novimi varnostnimi elementi k višji masi. Vidimo na primer luk halo, ki sam doprinese približno 7 kg. A gre za varnost. Čeprav na začetku je bilo kar nekaj kritik, smo videli, da zadeva je koristna in zato upravičena. A lep primer, kako varni so bolidi v sedanjem času, smo videli na zadnji veliki nagradi Monaka. Mick Schumacher je priletel v zaščitno ograjo, odtrgalo mu je menjalnik. To pa zato, ker njegova šasija je bila tako trdna, da je tisto energijo lahko prenesla nazaj. In v bistvu na strik so popustili vijaki, ki so pritrdili nekako sam menjalnik in diferencial na motor z notranjim izgorevanjem. Vkolikor bi nekako sledili trendu nižanja mase, manj materijala, bi se lahko zgodilo nekaj čisto drugega. Namreč šasija iz ogljikovih vlaken je v bistvu cev. In ta cev je najšibkejša tam, kjer je največja odprtina. Največja odprtina pri vozniški kabini. Kaj bi se zgodilo, če bi šasija popustila prav tam, kjer je najšibkejša, si lahko predstavlja vsakdo izmed vas. Lepo je narediti primerjavo, kaj se je zgodilo pred približno 50 leti in predstaviti samo gole podatke, kaj je nekoč bilo in kaj imamo danes. Treba se zavedati, da se je spremenilo marsikaj, predvsem na varnosti, tudi hitrosti so se zvišale in seveda treba je upoštevati, da današnji standardi so bistveno nad tistimi, ki so bili pred pol stoletja v veljavi. A mnogokrat v raznih virih prebiramo takšne in drugačne zgodbe, ki pravzaprav vzpodbujajo dvom pri navdušencih, namesto da bi nudili neko razlago. Zato menim, da so takšne primerjave, kot je bila ta, koristne, če ne drugega, da razumemo, kaj se je spremenilo tudi na tehničnem področju. Seveda, masa bolidov Formule 1 bo rastla, kolikor ne bo kakšnega revolucionarnega novega materijala. Videli smo na tej predstavitvi z uvedbo ogljikovih vlaken, se je ta znižala. Za malenkost, ampak se je. A od začetka 80. let pravzaprav nismo videli na tem področju nobene revolucije. Še zmeraj obstaja upanje. Za danes bo pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.